Tukaj je Jure Lesar, poslušate oddajo Radioaktivno. Noge na zemlji rabijo vero, noge na zemlji rabijo sanje, gorijo telesa, gorijo od hrepenenja. Ko so v zraku, ne vejo, kam grejo. Zapirajo okna pred sivo nedeljo. Rabijo nekaj, da jih podkuri, da grejo naprej, da grejo naprej. In ko boš sama zagledala jutro, skozi okno mokro od dežja, ti vidiš ogledalo mojega srca. Ko so bile blizu vse tiste sanje, si kot gazela ležala na kamnu. In jaz sem bil tako ljubosumen na morje, kjer je zaplavalo tvoje telo. Čisto blizu san Jure Lesar z albuma Zemljin sin. Jure, lepo zdrav v oddaji Radioaktivno na Radio Perlek. Lepo zdrav, Boštjan. Kje si danes parkiral mestno kolo? Mestno kolesa danes ni, ne. Ga nisi pripeljal s sabo? Še posebej, ker je dolga relacija od Ormoža, bi bila malo težka, bi mogel biti kar kreativen, mislim rekreativen kolesar. Z njim pa si sedaj prikolesaril na solo pot. Ja, to pa je. Na solo pot sem prekolesaril. Prvi album, prvi prvenec. Mogoče ste me kdaj slišali, sem bil v skupini Escobars prej, dragi poslušalci. Smo te slišali, pa tudi poslušalci. In ja, 9 novih skladb predstavljam, ki so pač del nekega mojega življenja. V bistvu dosti govori o spominih na to, kar sem bil nekoč in kaj sem zdaj. Pač upeval spomin na otroštvo, v bistvu kako se pač ne moremo pač od tega, kako bi rekli, oddaliti tega, od kje prihajamo, ne? In tako, moja zgodba življenjska je to zapisana. Dejansko si pokazal, da si zemljin sin. Ja, brezmejen zemljin sin. Pripaden sem temu lepoti kraja, kjer živimo. Sem ponosen, kjer živim, ne to pod katero zastavo in kater jezik, to je samo pač spontano prišlo tako, ne. Sem pač tu. Si veliko razmišljal o naslovu albuma? Ma niti ne, sem že vedel naprej, že dosti prej sem vedel. Nekako sem se edino postovetil s tem imenom, nekako tudi konceptualno drži skupaj celo ploščo, govori dosti o družini, o neki harmoniji ljudi, pač o sinu, o očetu, tudi v odnosu, tako, v človeku nasploh, v zgodbi človeka, ne. Prva, ki sva jo zavrtela, je naslovljena Čisto blizu san, pomeni, da ne sanjaš kaj dosti, da si bolj realist. V bistvu ta skladba je bolj posvečena temu, ker sem dosti sanjal, ne. In tudi še zmeraj sanjam in hvala Bogu sanjam, ne. Samo včasih te svet potegne na prizemljena tla, ne, in včasih moraš iti malo dol, ne, na tla, da vidiš, kako je, ne.
in izpadejo stvari včasih krute in umazane, brez milosti in zato moraš spet iti nazaj v tisto svoj notranji svet. V bistvu to je bila narejena skladba po temu. Bral sem ful knjige bolj realne, v realnem svetu in tako dosti. Hotel sem iti nasproti tem avtorjem, ki so mi razlagali, kako je vse grozno ta realnost, kako se vrti vse v krogu in kako je vse brez smisla. Iskal sem smisel v bistvu. Sanjaš samo po noči ali tudi po dneve? Oboje, po noči in po dneve, ja. Zdaj, ker sem imel kar grde sanje zadnjo noč. Zanimivo. Krila ptice bo druga? Ja, Krila ptice, to je edina ljubezenska skladba na plošči. Skušal sem se izogibati temu, da morajo biti pač ljubezenski komadi. Nisem silil nikakor v to, da bi naredil ljubezenski komad. In skladba pač poje v neki, ne poje samo v ljubezni, ampak poje tudi v neki usodi, ki pripelje do dva človeka, da se imata rada in neko harmonijo imata, ne. In tudi starost v bistvu in ta lepota, ki je morate izkoristiti, dokler je še kaj žara. In, ne. Spal bi še 1000 let bi še spal, a noč je želela, da sva se igrala in s tabo sem zadihal zrak, čisto blizu mojih sanj. Gor na tvojem krilu cvet je skrival med, preden mesto spet zamenja svoje mladost za novo mladost. Če bi bila ustvarjena iz kamna, če bi bil najboljši kipar, a z njim je bila krilo ptice tvoja mama, ki svetu dala je letar, da tebe najde nekdo kot sem jaz, da svojo na tvojem krilu cvet je skrival med, da lepoto spijo vodo dna. Krila ptice, slišana skladba z albuma Zemljin sin Jureta Lesarja. Jure, kako te je zaneslo na solo pot
Prej si omenil skupino Escobars. Zneslo me je na to, ker nisem videl več Escobars kot band. In če se pretvarjam, da smo band, in se lažem samo sebi, pač ni to. Ne. Jaz upam, da se bomo kdaj skupaj še dobili in ustvarjali. Hotel sem tudi neko spremembo narediti. Hotel sem nov band narediti, ampak mi ni ratalo od benda narediti, ker imam težave z imeni in hočem, da vse nastane pristno, da ne bi pol čez 5 let rekel, kakšne mesne, da spet nisem. Že tako je bilo z Escobarsi, se nisem strinjal pol s tem. Tako malo mafijsko je zvenelo. Ma ni se s temi sporočili, ki sem jih dajal van, nekako je prišel vmes ta melos imena tega kralja kokaina zraven. Ni mi tako ležalo preveč, ne. To je bil tudi en razlog, sem hotel že prej spremeniti mene. Tako smo pač začeli, ne. Mladostničko ful, zelo. Ampak vseeno ste izdali 2 črtici, če rečem tako pod narekovajem. Ja. Ja, tako je. Zvočni, seveda. Da ne bi se zvočni. poslušalci mislili česa drugega. Ja, Cankar jih je zdal, ne vem koliko, ne. Tako, lani je bilo Cankarjevo leto 2018. Tudi drugi član Bogdan se je podal na solo pot. Lani smo ga lahko videli na Melodijah Morja in sonca, s Kanelo. Ja, napisal je pač komad o kaneli, o stvareh, v bistvu pišemo o stvareh, tako kot tudi ko gledam Bogdana, piše o stvareh, ki jih pozna, ki je pač del njegovega življenja in tako sem tudi jaz se stvarilo to. Oba se nekako tako isto mišleča, ne? Da se začuti ono čustvo pri pesmi, ki jo igraš in zapoješ, ne? Tako, mislim, da to je lep slog, da bi tako dosti jih moglo, mislim, tako bi bilo lepo, da je dosti tako dela, ne? Svoje življenje daje na zvok, na zvočni posnetek ali karkoli, se izrazim s kakšnim. Če bi te sedaj označil kot kant avtorja, kako bi reagiral? Bi reagiral... Ali se ne skrijem pod mizo? Ma ne, vse ne, razumem pač, zakaj me pač ima za kant avtorja, samo jaz nekako ne bi izpostavljal kot... Težko se bi izpostavljal, zakaj, karkoli. Pač rad imam rock'n'roll, v bistvu sem bolj rock avtor. Ful bolj bendovski tip sem, rad imam band, rad imam rock'n'roll, imam pa rad tudi druge ostale glasbe, ne? Tudi folk in blues in v bistvu vsa glasba. Ne, na zadnje tudi album zveni zelo bendovsko, ne kant avtorsko. Ja, kar bendovsko, ja. Sploh ne vem, kdo mi je rekel kant avtor, ne. To pač en kritik napiše eno stvar in pol si drugi ponavljajo za njim, ne. Zato sem te vprašal. Ja, ne, tako tudi prej sem bil v Murski Soboti in tudi v bistvu Vlado, ki je tam intervjuval, je tudi rekel, da me nimate za kant avtorja, tako da vi nekako bolj razumete to, kako to čutim na svojo glasbo, no, nekako. Ne, na zadnje pred intervjujem poslušamo album, tako da vemo, kaj je to. Da ni samo kitara, pa orglice. Pa Bob Dylan ali kaj podobnega. Ja, v bistvu te stvari tudi vplivajo, dosti sem poslušal tudi kantautorjev, tako vplivajo na mene tudi dosti Marko Brecelj od slovenskih kantautorjev, tudi dosti tako spoštujem Kreslina in njegov slog, kako on dela stvari. Tako, če pa sem več ali manj bolj na tuji muziki rastel in črpal ideje. Drugačen bo naslednja, kjer poješ ostani drugačen, ohrani ta žar. Pesem je v bistvu ful povezana z mano in z mojo mladostjo, ne, bolj iz otroštva, ne, ker sem šel, v bistvu, ko sem šel v šolo in so pač opazili, da sem ful odsoten in malo zasanjan in dosti stvari nisem slišal, nisem videl ali pa sem spolno prazno, kontrolno, ker sem zasanjan, pač se je zdelo ljudem to ful grozno, ne, in so pač me poslali psihologu, ne, pač moji mami so rekli, ne, pač gremo v psihologo in sem šel k tej psihologini, v bistvu samo to pač neko anekdoto bom povedal, ne, da ne govorim v komado. In sem šel k psihologinji in nje sem pa bil zanimiv, ne, in je celo rekla, da bi me astrološko pač celo proučila, ali ne vem kaj, ne, ki sem pokazal risbe, kaj rišem in tako. In je rekla, da bom en dan nekaj posebnega naredil, ne. In tisti, pač, ki so pa me poslali, pa naj pridejo kar k njej, ne. To je ta zgodba v bistvu. To sem se spominjal teh časov, ko je bilo, ko malo govori na splošno temu, mislim na splošno, da vsak je unikat zase, vsak je pač svoj lik v geometriji. No in da si nekaj naredil, lahko sedaj tudi poslušamo.
rekli tvoji mami in jo spravili v jok, ker hočejo, da si isti, kot vsi, in da čutiš, kot vsi, štekaš, kot vsi, vidiš isto, kot vsi, podrejenim predonos, pravi jih v jok nazaj. Čemu paziš, da si vsaj malo drugače, vsaj malo drugače. Pazi, pazi, te bodo hotli ozdravit vsega, kar imaš rad, in tvoj unikat bodo dali skozi aparat, ker hočejo, da si isti, kot vsi, in da čutiš, kot vsi, štekaš, kot vsi, vidiš isto, kot vsi. Ostani drugačen, ohrani ta žar, ostani drugačen, ohrani ta žar. In ko bo rekel nekdo, da tega ne zmoreš, poglej samo malo bolje, le razpokan obraz, in hoče, da si isti, kot vsi, in da čutiš, kot vsi, štekaš, kot vsi, vidiš isto, kot vsi. Ostani drugačen, ohrani ta žar, ostani drugačen, ohrani ta žar, ostani drugačen, ohrani ta žar, ostani drugačen, ohrani ta žar. Tukaj radioaktivni Jure in poslušate Radioaktivno. Jure Lesar je z mano oddaja Radioaktivno, album Zemljin sin vertiva. Kot si že omenil, zadeva je precej rockerska. Zmeraj sem imel rad rock'n'roll, poslušal, ampak tak rock'n'roll, ki ima še neko drugo stvar notri, ne samo, da je rock'n'roll, ne, Guns N' Roses tipa, ampak da ima nek tak bolj močen rock'n'roll, bolj čustven, bolj. Ful sem poslušal Lou Reeda, on je pač dosti na mene vpliv v bistvu dal, kako treba pisati in pač iz svojih stvari, s svojimi očmi, to, kar vidiš. Ne bom se mogel nikoli izogniti temu, čeprav se hočemo, ne. Včasih si prav rečem, kdaj bom nehal delati to rock'n'roll, ne. Bom nekaj poskušal nekaj drugega, ne, bolj, s kakšnimi bolj vzhodnjaškimi inštrumenti ali kaj tako bolj rap, ne vem, kakšne rapske. Eksotiko. Ja, bolj eksotično, da malo zveni s kakšnimi afriškimi. Mogoče pomeni, da bom prišel do tega, samo to je tudi stvar, koliko poslušaš glasbo, katero poslušaš, ne. Dosti sem poslušal Fabrizio De Andrea, ne. To je italijanski kantautor, ki je pač z eno ploščo, pač eno posebno ploščo naredil, Cruza de Ma, ki jo priporočam vsem in v bistvu zajema vse ta mediteranski melos, celo Sredozemlje, pač inštrumenti iz celega Sredozemlja so notri in v bistvu dan je notri v pop muziko. Recimo tako stvar si ful bi želel narediti bom videl, da bo to me doletelo. No. Ja, sedaj najprej ostajaš pri roku.
Jaz enkrat sem to, ja. Ni slišati nobene elektronike. Je to bilo potem tudi vse snemano v živo, ko si snimal album? Če bi prej naredili pogoje za snemati v živo, bi bilo posneto vse v živo. Samo nismo imeli nobenih pogojev. 3 komadi so posneti v živo in eden izmed teh je drugačen tudi. Zemljin sin in Šala, te 3 so posneti v živo, naenkrat. Ostali, itak pač se dodajajo inštrumenti tudi zraven. Zelo težko je, da vse naenkrat dela skupaj, ne. Pa vse glasbenike dobiš naenkrat v studio. Ja, pač dostikrat, če bi hoteli tako narediti, bi moglo pol leta bi mogli vaditi in drgniti, ne, stvari, ker v bistvu pa se mi ne da tega delati, ki hitro lahko ti rata pol dolgčas, ne, vseh teh komadov, ki glancaš toliko. Ostali pa so posebej. Koliko časa si potem skupaj spravljal material za album, za prvenec? Z ustvarjanjem in snemanjem sem skupaj 1 leto pa pol. 1 leto pa pol vse skupaj. Zgleda pač tako, kar hitro, ne? Ampak 2 leti prej nisem nič naredil. V bistvu sem naredil, s tem, da nisem nič naredil. Sem imel samo zapiske, papirčke, vse naokoli razmetane. In ko pač je začel pritisk na mene delovati, takrat so se začeli urejati komadi, v bistvu delam ful pod pritiskom, nažalost. Ni tako lagano, kot bi rekel Čale Sale. No, sploh ni, dosti bilo, upam, da se to ne bo poznalo na mojem zdravju, no. Ker sem dobesedno ene stvari, kot da bi iz krvjo pisal, ne, lastno krvjo, ne. Bilo je kar ene stvari, ene žrtve so bile to, ne. Ker slejko prej, ko najdeš neko dno, ko si res na dnu, ne, slejko prej te katapultira gor, ne, nazaj in si spet okej, ne, je super, ne. To je ta ustvarjalna stvar, ne. Ni zabavno to, ne. Mislim, ni zabavno, res. Včasih je, ko ti uspeva, ko gre hitro, takrat je zabavno, ne. Samo večinoma pa ne. Ampak ne delamo zato, vse je stvar procesa in dela, ne. To je važno, ne. Vse ostalo je brez pomena. V bistvu je, mislim, ne da je brez pomena, ampak ne igra toliko vloge kot ta proces in to razvijanje, kot v bistvu človek, ki je avtor, ne, ki se razvija, ne. Da pot. Moral si boš kdaj izmeriti krvni tlak. Sem si že parkrat, ja. Imamo v redu, zaenkrat še deluje, vse v redu. Uspešen mož bo naslednja? Ja, uspešen mož, v bistvu te pesmi najmanj rad govorim za te, ker pač ne bi rad spet govoril tako izpadel kot, ampak to, kar bom povedal prvič, so radioaktivno. Hvala, v čast mi je. V bistvu to govorim mojemu kolegu, pač mojemu, ki me je peljal ženega čez lužo, ne, pač in bil pač za neke stvari zaslužen, ki so bile plod mene, s tem, da je pač nisem pač dobil kos tortice, ne, in bilo tako pač, ne, to je bilo to. To je v bistvu komad v temu. V bistvu sem si rešil v bistvu svojo jezo, v bistvu sem bil ful jezen in sem mogel nekaj narediti in to dajem preko komadov in to je, kanaliziram te stvari. To je ful dobra stvar pri glasbi, to je ful prednost. Ta negativna energija gre stran, v bistvu ti dobesedno spreniš v komad, in rad komad uspešno moraš. Uspešen mož prihaja v rodni kraj. Za ene je frajer in drugim vzboja zavest. Uspešen mož v mojem filmu igra glavno vlogo in jaz sem navaden statist. Ta uspešen mož pozna samo besede jaz, čeprav on pravi, da je besedni strokovnjak. Se spomnim, ko je naši družbi enak, verjel je vase in smejali so se vsi. Uspešen mož, svaka čast, svaka ti čast, svaka ti čast. Uspešen mož pokazal mi je kako iz nič nastane, zato vzameš in to je to. Iz nič nastane, zato vzameš in to je to.
Uspešen mož in Jure Lesar. Tudi zate bi se lahko dejali, da si uspešen mož v glasbi. Glede na odzive na album. Sej v bistvu več pomenov ima stvar, tudi recimo skladba Uspešen mož. Če tisto zgodbo sedaj pozabiva. Ja, se pozabiva, govori pač lahko je ful neka sofisticirana stvar je to, bi rekel, lahko bi pomislil tudi na sebe, na samega sebe, moj uspešen mož v meni, ne, ki ga pač ne vem, ali pa uspešen mož kot neka kritika taka na sofisticiran način, pač teh ljudi, ki pač vzamejo zlato in to je to, ne. Kot sem dejal, pozitivni odzivi so na album, dobre kritike si dobil. Kritike... Koliko je sploh kritike v Sloveniji še prisotne? Kritike, pazil sem, da zelo malo jih dela. Recenzije in v primerjavi pred leti. Zdaj ne vem, zakaj je to, zaradi tega, ker pač to ni toliko več plačano ali pa se ljudem ne da preprosto izgubljaš časa za to. Ja, to moraš posvetiti kar pozornosti, moraš biti kar pozoren poslušalec, če hočeš recenzije delati. V bistvu se ne toliko zanašam na te recenzije, ker lahko pol bi mogel sprejeti pol tudi negativno, ne? Ki se je tudi zgodilo, da sem dobil daj negativno v preteklosti. Ne? V bistvu imam rad, da je nekomu všeč pač to in da se počuti del te muzike in da mu kul, seveda sem vesel s tem, ampak te recenzije pač mi ne bojo spremenile neki. Ti ne bodo dale kril? Ne bojo dale kril, ampak to je samo kot neka reklama. To je samo pač, recimo, reklama za socialno mreže, daš gor, prepopaš, ta človek je rekel, da je fenomenalna plošča in tako, in pol priporočam, ne, poslušate ploščo, ne, recimo v tem stilu. Zato se mi zdi pač recenzija, ne, nekako. V bistvu vsaka stvar, tudi če je negativna, ne, je dobra, zelo dobra, ne. Ko te fajn pljujejo, ne, ker nekdo, recimo to mi je bilo ful smeh, ki prejšnji album od Escobar, zadnji album, ki smo imeli, je bilo ful, so bili eni prav jezni so bili, ko so pisali recenzijo, res so rekel, prav histeričen smeh me to spravilo, ker ti si je vzel čas za celo ploščo je preposlušati in bil jezen in za te, ker je pač plošča hotela biti tako všečna in kako mu igra to na živce in ki smo dali ta synthesizer noter in tako, kako to ni rock and roll in ono, ne, in mi je bilo kar zabavno v bistvu. To pomeni, da si uspešen, ne, ko dobiš negativno kritiko. Prej se bojim teh pozitivnih kritik, v bistvu, ki ne vem, kaj mislim. Ki te lahko uspavajo pri ustvarjanju. Ja, tudi, ampak to, če jih jemlješ preveč resno. Jaz jih ne jemljem preveč resno. Jaz mislim, da so tudi ful, rekel kdo zna pisati recenzije, mislim, da so tudi ful stvari falili. Jaz ne čutim Mestno kolo kot nek Guns N' Roses moment, pač preprosto ne vem, odkje so povlekli Guns N' Roses. To meni... Tudi jasne. Ne, in to, da Krila ptice pač je kar komad, ono, pač samo da je, mislim, Krila ptice je res... Marsikateri komad ne bi bil, ne, recimo, ne. Pač to je moje mnenje, moje osebno mnenje, govorimo o faktu, ne, de facto. Imaš tekst, imaš glasbo in kako pride skupaj, ne. Mislim, da je fenomenalen komad, ne, na plošči, ne. Omenil si že Mestno kolo, ta bo tudi naslednja. Je to kolo že zelo zvoženo? Je, mislim, da počasi treba iti na kaj drugega. Mislim, da bom izdal čez 2 leti komad z naslovom Bager, da se ne bo tako, da bo se malo bolj zvozil, lahko, ne. S kolesom je tako. Da več delovnih ur še skozi kot kolo, ne. Ja, da bo bolj več časa trajal v frekvencah in... Na pravih frekvencah. Ne, v bistvu malo za šalo povedano. Mestno kolo je preprosto, ko sem začel ustvarjati album, sem začel z Mestnim kolesom in to je bilo tisto čustvo, tisto hrepenenje po muziki, ki sem jo lovil in sem hotel po ustvarjanju, ne. To je bilo to, ja, Mestno kolo. V bistvu govori o čisto nekaj drugem, kot sem zdaj povedal, to sem samo povedal pač način ustvarjanja. Svoje, a samo jaz si tega ne priznam. Ko je ni, čakam na klic, ko je z mano čakam dotik, vedno je imela dober smisel za humor.
Имаше къшен кашен тrik из рукава ашер пик. Имаше къшен пик да съм върховолно. Veseleš lesото по место и сузно се наприде управо. Горна мосто реке гледал се глубокото. Жеремия реко недо, да е добро место коло. Взема себе справи малиня. Жеремия реко недо, да е добро место коло. Взема себе справи малиня. Mestno kolo je bila slišana. Jure, Zemljin sin prinaša, kot si dejal prej, 9 pesmi. Je kaj več materiala bilo ustvarjenega, pa si potem delal izbor? Ja, bilo je več materiala strane. Če bi v bistvu dal vse, kar sem ustvaril, bi imela danes 12 pesmi. V bistvu 12 pesmi bi bilo. Tako da, ful sem pazil pri temu prvencu, ne? Ker to je tak prvenec, ne? In kako se predstaviš s prvim albumom, ne? Ko greš ven, brez nekih komadov, da bi jih štrleli slučajno ven. Ne. Hotel sem enostavno, da je skupaj, da je čim bolj povezano vse skupaj. Ne. Dosti stvari, pač ostala 2 komada sta odpadla zaradi preprosto, ki je druga zgodba, ne, drug zvok. Pomeni, da teh 9 sinčkov povezanih v celoto od prvega do zadnjega, kot neka zgodba? Je, lahko bi rekli, ampak sem imel vseeno ful probleme s tem, zato ker čeprav je bila plošča narejena, recimo sem jo ustvarjal, da sem jo naredil recimo v slabem letu, ne, vse te pesmi. Nekako so si tudi malo različne na nek način, ampak tekstovno gledano so pa zelo blizu si med sabo. Ne. Govorim o eni in isti stvari, o recimo očetu, o družini, omenjam notri, dosti izrazov, ne, je istih notri, ne. Nasploh se je dobro to vse skupaj povezalo v neko zgodbo, no. Ne vem, kaj bi rekel več. Pod vse se podpišeš sam tako pod glasbo kot besedilo? Ja, tokrat. Ja, vse pač aranžmaje smo skupaj delali, tukaj sta mi pomagala Denis Horvat pa David Morgan na bobnih, v bistvu je dosta recimo naredil pri ritmu, čisto blizu Sanje recimo naredil boben. Sploh pa, drugače pa več ali manj sem pa jaz tako naredil, no, stvar v osnovi, tako izgledajo komadi. Besedila so potem zgodbe tvojega življenja? So večinoma. Zakaj večinoma? Zato, ker so tudi stvari, ki so povezane s tem, kar slišim. V bistvu, kakšne novice o drugih ljudeh. Ne. V bistvu, kakšen komad, recimo, ko z manjkom oči govori o tem, moj pogovor, recimo, sam sabo, v bistvu, ki ni v bistvu sam sabo, ampak je bil z doktorjem, ne, ki sem ga imel, ne, in je nekako ful dobro vplival na mene, ful pozitivno in me inspiriral. In dosti ljudi, ki srečaš v življenju, ti dajo nekaj, ne. V bistvu imam srečo, da sem spoznal par dobrih ljudi, mislim pametnih ljudi, ki ti nekaj dajo, ti odprejo malo razmišljanje in narediš pesem lahko iz tega, ne. Si tudi kaj kritičen v besedilih? Sem, jaz upam, da nisem. Lahko bi bil več,
lahko sem tudi preveč za koga. Odvisno, kdo posluša. Mislim, kdo posluša, v bistvu skoraj vsak komad je kritičen, drugačen je kritičen nek način, ampak na takšen način, da je vliva pozitivo človeku. To zgleda, kot da govorim nekomu, ampak se pogovarjam sam s sabo, več ali manj. Drugačen je ta komad. Recimo Oči očeta je tudi tako, se pogovarjam s sabo. Ko zamanjkam oči, tudi takšen, kot se pogovarjam sam s sabo. Te so recimo najbolj povezani z mano, ne? Z mojim življenjem. Ne? Ostale stvari pa so pa stvar ljudi, ki sem jih srečal ali pa sem slišal kakšne zgodbe, ki so pač naredili neko vtis na mene in čustvo mi dali. Ne? Vse se gre za neke čustva. Oči očeta bo naslednja. Oči očeta, to je v bistvu, kako se ne moramo znebiti tega, od kje smo, kje prihajamo. Ne? To je ta skladba v bistvu. Ne? Ko začneš opažati, da si podoben tvojemu očetu, ali ti ni všeč, ali ti je všeč. Mislim, čeprav mi v tistem trenutku mi ni bilo všeč, to, ker vedno sem iskal svoj. V bistvu sem, ko si majhen, ne, gledaš očeta kot figuro, neko idealno figuro, pač on je tvoj vzornik. Ne. In ko si starejši, se ti pač te idoli v temu gorejo, ko si ti idoli in te predstave se ti porušijo nekako in ga spoznaš in na koncu ugotoviš, da je v bistvu kar zmotljiv in poln napak. Ne. In na koncu smo vsi taki, ne. In vsi imamo to. Ne. In tudi moji sinovi ali pa bojo videli napake v meni in bojo popravljali moje napake. Ne? In tako se vrti ta neskončen krog, ki se nikoli ne konča, ki se ne moreš pač ga znebiti. Ne? Spet imam oči očeta, že spet iste besede govorim, kot starec, ki mu za vsak požirek vina spomini pijejo kri. Spet govori, dobri časi so mimo, spet govori, dobri časi so bili. Spet imam oči očeta, nekaj sem se le naučil. Čeprav nimam istih rok, ki bi znale šraufat avtomobil, jaz sem nove idole dobil. Spet imam oči očeta, nekaj je razbito po tleh. Rekla je, da svojo mužo lahko grem z glavo v lužo, ne boš me spravil v smeh. Lahko bi jo spravil v smeh. Pride noč, ko izveš, si pravi, ne spravi ga ven, nikar ne spravi ga ven. Ko ne opazi, se spomnem vse za nazaj in se sprašujem zakaj. Je to vse, kar poznam, je to vse, kar poznam. Oči očeta, oči očeta. Tudi on je imel svojega očeta, ki z njim ni dosti govoril. Tako sem ga tudi jaz poznal, čeprav je umrl še preden sem se rodil. 3 generacije sem se napil, 3 generacije sem spet popil. Spet imam oči očeta, spet imam oči očeta. Pride noč, ko izveš, ga opazi, si pravi, ne spravi ga ven, nikar ne spravi ga ven. Ko ne opazi, se spomnem vse za nazaj in se sprašujem zakaj. Je to vse, kar poznam, je to vse.
Tukaj je Jure Lesar in poslušate oddajo Radioaktivno. Jure Lesar je z mano v oddaji Radioaktivno, Zemljin sin je album, ki ga danes tudi vrtiva. Tudi odel se je take bolj zemeljske barve, malo bolj rjavih odtenkih, kombinacija z belo. To je ful spontano bilo. V bistvu je bilo te, ker se mi je mudilo s fotkami in sem rabil neke fotke za pres. In sem bil ves živčen, da jaz rabim neke fotke in pol mi je punca rekla, dej, postavi se sem. Je pač odgrnila rolete in je bila taka svetloba, lepa svetloba je prišla na steno in usede se spodaj na tla in pod to steno in me je slikala, ne. In čisto ono, in jaz sem pač vmes ene stvari delal in prčkal z rokami, ne. In to je takoj naslovnica. In pol je ratela tako naslovnica, je. Album je šel v CD oblike, prihaja še vinil, sem prebral. Ja, naslednje leto bo vinil v obliki. Samo moramo še ene stvari zrihtati, preden gre v proizvodnjo, ne, preden se začne tiskati in to bo nekaj časa trajalo. Jaz upam, da bo to do marca že narejeno, ne. Seveda pa tudi potem album verjetno na vseh teh digitalnih platformah. Ja, seveda, vsi to je v bistvu na SoundCloudu najdete ploščo, na YouTubeu, čeprav priporočam bolj SoundCloud, ki ima boljšo kvaliteto. In ja, samo še vinil se manjka, ne. Zmeraj sem si tako želel izdati album, ker preprosto kot material, bolj zgleda kot neka knjiga, kot nek izdelek. CD-ji so tako. Ampak so vseeno še neka vrsta osebne izkaznice. Ja, je nekaj, ja. Vse je tako bolj osebno, kot ključek, ne. Samo tisto bolj tako oprijemljivo je. In tudi zvok, recimo, sam, ko ga poslušaš, je v obliki valov, ne. Ni tisti v bistvu našpičen MP3 ali pa ta digitalna, ki je ravno vse skupaj, ne. Včasih, ko sem slušal vinil, sem dostikrat bolj imel muziko, recimo bliže, sem jo čutil ful bliže, da je blizu mene, ne. Včasih na eni dobri opremi slišiš, v bistvu, kot da je bend notri v sobi, ne. Če odvisno, katero ploščo poslušaš, ne. Ali vedno tako prestrašeno stopiš v prostor, kot si na tej fotografiji v skladišče? To je bila poza. Rabil sem neko fotko, sem gledal igrali smo v Montfortu, da smo imeli nek koncert in sem videl, pač čez dan smo bili notri in je taka lepa svetloba je prišla notri, od vrat, v bistvu od prostora, no, zunaj, ne. In sem gledal tisto in sem rekel, je to lepo zgleda, ne. In potem sem poklical kolega, da pride sem, naredimo eno fotko in tako je nastala notranja fotografija. Tako malo vesoljska je. Ja, je tako bolj, ja. Tako sem hotel, da je malo bolj The Man Who Fell on the Earth. Naslednja, Ko zmanjka moči. Ko zmanjka moči, to je ful zanimiva, ne zanimiva zgodba, ampak mogoče bo to zanimiva zgodba. Ampak je ena izmed pesmi, ki se nekako sam pozdravil sam sebe, ne. V bistvu tako nek način, to je v bistvu zdravilo. To ni samo bila pesem, to je bilo tudi zdravilo, ja, ki sem ga naredil v zelo kratkem času, v bistvu. In enostavno nisem mogel verjeti, to se mi zgodilo, itak sem prej že omenil, o čem se gre, ko zmanjka moči, samo pač opisujem pač to ustvarjanje, ne. In se mi zdi, kot da nekdo drug piše to pesem. Tako je bilo ful zanimivo, ne. Takega se mi še ni zgodilo, ne. To se mi je zgodilo tudi pri Čisto blizu sanj, te prvi komad iz plošče, ne. Isti feeling, neverjetno, to je, kaj boljšega občutka še nisem doživel v življenju. Mislim, zanimivega, tako čudno. Ko pride čas, da zmanjka moči in vsak obrne se na svojo stran in 3 tone težek je nasmeh, da bi ga dvignil iz morja besed in noben ne govori, ko zmanjka moči. So tiho, razen filmov in laži, ki pravijo, da so superheroji vsi, razen ti, ki skrivaš se v tej množici.
manjka moči. Mogoče bo, da jutri bo vse v redu šlo. Ko se ne vstane, ne se prepusti, se pač ne vstane. Jutri spet bo dinamit, in če se bi ustal, nisem vstal. Mogoče bo, da jutri bo vse v redu šlo. Mogoče bo vse v redu, vse v redu šlo. Mogoče bo vse v redu, vse v redu šlo. Če boš mislil tako. Ko zmanjka moči, če 3-krat poslušaš to skladbo, potem ne rabiš zdravil. Ja, mislim, odvisno, zakaj gre, ne. V bistvu ful zajema neko izgorelo stanje notri, komado. Izgorelo stanje, impotenco, vse vrste povezane s tem, da si, ampak in pol vse tem, ko se to učitanje svetu okolje, kako pač predstavlja življenje lažno, ne, v filmu in v teh reklamah, ki jih gledaš, recimo, da je to ta svet, ne. In to še polne glave, greš skozi te očitke in opaziš, da moraš iti samo s pozitivo še naprej, ne. In si reči, bo okej. In tako, in pustiti ta kamen dol, ne, ki je pretežek, da bi ga držal. Drugače potoneš, tudi v Slovenskem morju. Ja. Čeprav ga nekaj dosti. Jure, promocije prve so za tabo. Kako so poslušalci pod odrom sprejeli tvojo glasbo? Zelo zanimivo je bilo, pač, ker sem mislil, prvo, ko so poslušali ploščo, nekateri prijatelji so poslušali ploščo in mi je rekel, da to kako, da mi gre tako na živce te komadi, ki sem jih naredil, res kako, rekel, mislim. In pol čez nekaj cajta, ko sem imel promocijo, pa je rekel, ful dobro, res, mislim, prej, veš, kaj sem ti rekel, ne, zdaj pa, v bistvu ne grejo čez noč, ne, mislim, ne grejo na hitro, ne, se vidi, da niso narejeni bili za to, ne. Niso skladbe na prvo žogo, kot temu rečemo. Mislim, večinoma ne, ker nisem zdaj hotel, prišlo je vse instinktivno, kako se reče. Nagonsko vse, ne. Nisem se ukvarjal s tem, ali bom dal zdaj to referen še en ali to, ne. Čisto po naravno poti sem delal in zdaj enim pač malo preužge, enim kasneje, ne. Enim pa sploh nikoli ne bo, ne. Si to ne gre za to, ne mora biti samo všeč, ne. Takrat ti ni uspelo, ne. Mislim, da je čisto normalno, da nekomu pač ta muzika ne ustreza, ne. Od Ljubljane do Pirana kam še? Oziroma, kje si še bil? Zdaj smo imeli trio akustičen, smo igrali v Idriji tudi, v Ankaranu, z Zoranom Čaličem in z Bucotom, on igra pri Šaleharju. Pri Hamu in Tributu. Ja, pri Hamu in Tributu, ja. In imeli smo še en koncert Unplugged v Piranu, sedaj naslednje leto pa načrtujemo igranje po celi Sloveniji. Upam, da prijemo še kaj sem, želel bi si priti tudi preko morja. Zaenkrat je bilo ful malo, no. Upam, da bo, koncerti so kar važna stvar to. Zdaj, ko midva narediva intervju, ali pa televizijski intervju, ali pa socialno mreže, to je vse na tretjem mestu, ne. V bistvu, s tem podpiraš, recimo za radio in televizijo, podpreš to stvar, reklamiraš, ne, narediš reklamo, to je moj izdelek, ampak koncerti so najbolj važna stvar, ne. Brez tega ni benda, ni bistva. Predzadnja bo Zemljin sin 2, tudi aktualni singl. V bistvu, Zemljin sin je kot neka pripadnost lepote kraja, v katerem živimo, ne. Brezmejna stvar, v bistvu sin univerzuma, v bistvu bi lahko rekel, ampak sem dal Zemljin sin, da ne bi preč izpadel abstrakten in pameten. Ampak imam čutek, da govoriš o beguncu. Niti ne govorimo o beguncu, govorimo o... Ali pa vse o nekem tujcu. O sokrajanu, ki živi v Piranu že 40 let in se zgodi dan, ko pač dobi pošto in mora zapustiti
Slovenijo, ki živi že tu 40 let, zato ker je pač iz Iraka, ki pač mu ni uspelo urediti te papirje, ki vemo, kakšne probleme so imeli ljudje s temi papirji urejati in jim enostavno ni uspelo, tudi če so hoteli to narediti. Ki je toliko da bom spuščal se v to, no, ampak v glavnem, ko sem zvedel to vest, se to pač mene dotaknilo pač kot človeka, ki ga poznam, ki živi v našem kraju, ki sem ga navajen videti vsak dan, ne. In sem bil kar tako, je bruhnil komad iz mene ven, no. In tudi glede tega govori, kar se danes dogaja, ta strah in to nestrpnost, ne samo o rasni nestrpnosti, ampak tudi o nasploh nestrpnosti, ne. Ko se že v eni hiši se ena družina, mislim, se ne zna zmeni, kaj se bo še cela država, mislim, tako smo narejeni, včasih je res grozno, no. Bi lahko bili bolj povezani v bistvu, ne. In malo začutili ene stvari, ki so bolj bistvene, bolj pomembne kot to, mislim, ki imamo vse, imamo lepoto, imamo okoli, imamo čudovito, nič nam manjka, ne, vse imamo. Že 40 let tu živi in ima svoje ime. Že 40 let tu živi, ima hčer in svoje atelje. Že 40 let riše gor na papir ta kraj države, ki ga pošilja stran. Smo rešli 100 let nazaj, vozovnice za Irak in Afganistan. Čutiš gorski zrak, gozdove in Mediteran. Svobodo kot diamant, za katero je umrl partizan. Odkot ta strah, ko slišiš drug jezik in ta občutek, da to ni več tvoj dom. Imamo res trde in sive glave kot beton. Čutiš, kako lepo dišijo lover in rožmarin. Čutiš, kako diši ta zemlja, povej mi zemljin sin. Lokomotiva gre naprej, a na zavori je vagon. Strojevodja vedno pravi, nisem jaz, bil je on. Življenje ljudi na papirju je delo človeka brez srca. Kako lahko gremo sploh naprej z nestrpnostjo brez dna? Čutiš, kako lepo dišijo lover in rožmarin. Čutiš, kako diši ta zemlja, povej mi zemljin sin. Čutiš gorski zrak, gozdove in Mediteran. Svobodo kot diamant,
Jure, za konec, aktiven si na Facebooku, spletne strani nimaš, kot sem gledal. Ja, v delovanju je. Ja, bom mogel narediti, ja. Mogu počasi to urediti. Ja, malček je narodno, ja, ta situacija. Ja. Ampak vidim, da si na Facebooku zelo aktiven, da imaš razne filmčke, Ja, napovedi. sem pač se mogel nekako sprijazniti, da to je del tega, pač življenja, pač se moraš vklopiti to, ker najraje ne bilo, da bi bilo tako, ne. Ampak, Mora biti. ja, to je nek kompromis. Na spletu sem brskal o tebi za ta intervju in te našel tudi na strani, kjer je evidenca filmov. Ali gre to za videospote ali za kaj drugega? To je mogoče IMDb. IMDb, tako je. Ja, Ker imaš iluzijo, dej povej in ni dovolj. ja, to nas je dal režiser v IMDb, kot igralce, ne vem, kaj to pomeni. Pač. Si v filmskem svetu, Sem v filmskem svetu, ja, sem igralec ali kaj drugega. pač igralec v videospotu, no. Amaterski igralec v videospotu. Album je svež, kako razmišljaš naprej? Ker si prej dejal, da si 3 skladbe izločil iz tega izdelka, pomeni, da drugi album lahko pričakujemo. Mislim, da mogoče bom izdal en EP s skladbami sodelovanja z izvajalci, ne, zelo kmalu. Mislim, da naslednjo zimo ali po zimi. In pač kasneje album, ne, ven. Ali pa mogoče bom vrgel pač ven album, ne. Enostavno bom naredil album. Nekaj materiala ostalo, neke ideje so, se razvijajo in videli, kam bo šlo s to naprej. Vidim, da imaš idej dovolj. Ja, samo se ne sme ustaviti, ne, stvar, ne. Moraš biti konstantno v nekem razmišljajočem stanju, ne, in iskati nekaj. Moral boš dobro vrteti pedala. Dobro mogo, ja, ali pa loviti ribe. Se te ideje so kot ribe, ne. Moraš imeti potrpežljivosti in moraš počakati na trenutek, ko zagrabi, ne, strnk. Da ne uide strnka. To pa itak uide dostikrat. Šala bo tista, s katero se bova poslovila. Veš, kakšno aktualno? Šalo, mislim. Šalo aktualno? Ne. Preskočiva. Še kaj o skladbe? Šala, v bistvu nikoli ni me noben vprašal te pesmi. To je, ampak, Nisi še bil gost oddaje Radioaktivno. ja, Jaz vse vprašam, skoraj vse. v bistvu, si to sem včasih bil ful vesel, da me ni se vprašali, ampak zdaj pa mi je ono, zakaj me pa ne vprašali, ne? Ko se zgodi par intervju, mislim. Šala je v bistvu komad, kako neke informacije, ko pridejo v roke pač drugih ljudi, recimo v tem času tega internetnega obdobja, ne? Kako lahko človeku spremenijo življenje, ne? Recimo pač, da povem, otroci so se šalili, ne? In v bistvu ta šala pa človeku je škodila, ne? In ta človek je pač enostavno mu je uničilo življenje, ne? Zato je šala, ne? In se pa zgodijo lahko tudi grozne stvari in te stvari se dostikrat slišalo po medijih in tako, ne. In hotel sem zaviti v vato, ne, ker ni pač, ene stvari je pač treba zaviti v vato, ker so preveč občutljive, ne, mogoče malo dramatične, ne, preveč, ne. Ampak, če tako omenjamo in folk sliši, komad ve, zakaj se gre. Šalo, ki ni šala, bova spustila za konec tega pogovora. Jure, hvala, da si bil gost, ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala, Boštjan. Ta kratka šala ni dala v noči spredala, da jutri bo vse bolj resno, je bil res vreden tega otroškega smeha. Ta kratka šala je šla v šumenje mesta, v mreže in ta drevesa, ki zibajo ptice, one so bile prve priče, da ni več šala. On je šel in za njim je padla zavesa, ko je z nogami v zraku
zabrcal v zadnjem ritmu plesa. Ta šala je bila tako resna, ta kratka šala ni dala v noči spredala za eno noro zgodbo. Rumeni škrati so ga odrli v krzno. On je šel in za njim je padla zavesa, ko je z nogami v zraku zabrcal v zadnjem ritmu plesa. Ta šala je bila tako resna. On je šel in za njim je padla zavesa, ko je z nogami v zraku zabrcal v zadnjem ritmu plesa. Ta šala je bila tako resna, zdaj ni več šala. Predstava se je že končala in ta drevesa zapuščajo ptice, ki zdaj odhajajo v južni kraj. Tukaj radioaktivni Jure Lesar na Radioaktivno.